V Evropi je bila v preteklih dneh v ospredju Italija in politično dogajanje v tej tretji največji evropski ekonomiji. In sicer italijanski referendum, kjer je, kot je bilo zdaj že praksa v preteklih dogodkih, prišlo do presenetljivega obrata. Italijanski volivci so izglasovali proti predlaganim reformam premierja Rencija, kar je pripeljalo do tega, da je premier ponudil svoj odstop in seveda se je politična negotovost v Italiji povečala. Poleg politične negotovosti in skrbi glede krepitve proti evro usmerjenih struj v Italiji in po ostalih evropskih državah, pa se v ospredju sedaj postavlja reševanje italijanskega bančnega sistema oziroma način reševanja tretje največje komercialne banke v Italiji, ki je bila v prihodnjih dneh predvidena za dokapitalizacijo strani tujih investitorjev, medtem ko so lastniki podrejenih obveznic že pristali na konverzijo milijarde svojih obveznosti v kapital. Tuji investitorji se seveda sedaj v luči političnih negotovosti obotavljajo, tako da bo v prihodnjih dneh znanega kaj več. Kot rezervni scenarij ima italijanska vlada sicer pripravljen paket pomoči, ki je že usklajen z Brusljem, vendar pa bi to povzročilo dodatne izgube za lastnike podrejenih obveznic, čemur pa so se v Italiji do sedaj poskušali izogniti in dejansko niso posegali v svoj bančni sektor na ta način. Za primerjavo lahko povemo, da ima italijanski bančni sektor glede na podatke italijanske centralne banke za kar več kot 300 milijard slabih kreditov v primerjavi z okoli 250 milijardami kapitala. Tako da dejansko italijanska bančna luknja lahko spet povzroči veliko negotovost v Evropi in verjetno je v ospredju današnjega sestanka Evropske centralne banke.